Pozdravljeni! Upam, da ste udobno nameščeni v naslonjalu pred televizorjem in v pričakovanju, kaj vse vam pokažemo v današnji oddaji Ambienti. Za vas smo obiskali hišo s slikarskim ateljejem na vrhu enega od haloških gričev, ki ponuja zavetje 180 let stari vinski preši. Ogledali si bomo staro meščansko stanovanje, ki sta ga po svoji meri uredili mati in hči, in bogat vrt, ki se skriva za zeleno ograjo enodružinske hiše v Ljubljani. Južno od Ptuja, v slikovitih Halozah, si je umetnik Aleksander Brezlan na gabaritu stare viničarije omislil počitniško hišo s prelesnim razgledom. Zapeljiva je tudi notranjost objekta, ki odstira lastnikovo ustvarjalnost in spoštljiv odnos do dediščine. Na vrhu enega od haloških gričev stoji hiša s slikarskim ateljejem. Ta nudi zavetje 180 let stari vinski preši. V njej ne stiskajo več grozdja, kljub temu pa se zdi, da se okrog preše svet vrti. Matevž, kakšna je bila vaša vloga pri nastanku te simpatične hiške? Z Aleksandrom se poznava že dolgo let. Najino poznanstvo se je začelo z strokovnim sodelovanjem in je potem priraslo v prijateljstvo. In nekega dne nas je povabil sem gor na to hišo, na to lokacijo, kjer še ni bilo te hiške. Tukaj je obstajala neka stara viničarska mala hiška, kjer je bila ta preša notri. In takrat je on začel govoriti o neki ideji, da bi želel to okolje urediti in da bi, če bi mu pri tem pomagal. No, potem sem imela v začetku neke zelo divje ideje, ki so upoštevale, da se ta stara hiška ohrani in da se jo z nekim novim arhitekturnim konceptom nadgradi, kar se potem izkazalo prvo, da stara hiška ni bila več v stanju, da bi se jo dal renovirati, in drugo, da pač nek nor arhitekturni koncept niti ne bi pasal v ta kontekst. Nova hiša je zrasla na gabaritih stare, ampak so pa tu razlike. Se pravi, da je ta hiša precej drugačna od tiste prej. Ja, tista hiša prej je bila zgrajena z lesenih okvirjev in opeke. Tudi težko bi rekel, da je bila to tipična hiša, ja, po gabaritu, ja, ampak danes se ne vidi več veliko takih hiš. In kar smo želeli ohraniti, je ta neka preprostost in tudi velikost hiše. Je pa seveda to sodoben objekt, ki v nobenem smislu ne želi posnemati neke preteklosti, razen pač to, da jo spoštuje v svoji obliki, velikosti in poziciji. Medtem ko je bila stara hiša zgrajena iz lesa in opeke, je današnja stavba v osnovi lesena. Po predlogih investitorja in načrtu arhitekta so izdelali celotno montažno konstrukcijo, vključno s fasado in vgrajenim stavbnim pohištvom. Nato so konstrukcijo pripeljali na lokacijo gradnje in v nekaj dneh je na nosilni betonski plošči že stala montažna hiša. Streha, ki jo vidimo, je precej sodobnejša od teh, ki so naokrog na drugih hišah. Streha je sodobnejša, čeprav v svoji obliki je zelo klasična streha, dvokapnica. Kar se razlikuje je to, da nima napušča, in sicer pač sloj strehe oziroma debelina strehe je 40 cm recimo, in tak napušč bi deloval precej predimenzioniran. Zato pač je tudi oblika hiše zelo enostavna, zelo elementarna, kar je bilo tudi pač nekje želja oziroma namen pri gradnji tega objekta. Hiša je kljub svoji majhni površini ima vse funkcionalne prostore, ki jih vsaka bivalna hiša potrebuje. To so kuhinja, kopalnica, spalnica, bivalni prostor, jedilnica. Vsi te prostori imajo vse možnosti pač uporabe v klasičnem smislu, kljub temu, da so zasnovani mogoče z nekimi drugačnimi oblikovnimi pristopi. Spalnica je kot galerija, ki se odpira v jedilnico in v dnevni prostor, in v tem primeru varnosti se je zagotovila pač na način steklene ograje, ki omogoča pogled, ki omogoča, da je ta prostor povezan med sabo, pa hkrati preprečuje, da bi kdo padel iz te višine dol. Dnevni prostor je zanimiv po tem, da je višina odprta do slemena hiše, prav tako v prostoru, kjer je preša, in to ustvarja spet neko to elementarno obliko dvokapnice za steno, ki je karakteristika cele hiše. Jo lahko beremo od zunaj in od znotraj, in je ta enostavnost, ki pa hkrati ponuja neko zanimivo občutenje ambienta.
Aleksander, ljudje v Haloze navadno pridejo delati, garati v vinograd, vi pa ste zgodbo obrnili nekoliko v prijetnejšo smer. Ja, zame moram reči, da v zelo prijetno smer. Jaz, čeprav tudi sam prihajam garat v Haloze, ampak na ta način, da se tukaj ukvarjam z slikarstvom, z umetnostjo, z razmišljanjem in pa z gorskim kolesarstvom, če lahko temu tako rečem. Namreč tukaj je res veliko prijetnih kolesarskih poti, veliko klančin. Sama zgodba je pa v bistvu izhaja, oziroma ta osnovna ideja nekako izhaja iz potreb po mojem ustvarjalnem delu. Namreč pred leti sem končal Akademijo za likovno umetnost in takrat so se pojavile silne potrebe po miru, po eni umetniških aktivnostih in ta prostor mi je idealno omogočal in mi danes omogoča ravno to, nekako tudi v kontekstu enega sodobnega bivanja. Kako je ta veličastna preša prišla sploh v to hišo? Ja, kako je prišla v to hišo, se pravzaprav niti ne ve čisto dobro. Po pripovedovanju prednikov, nekako iz Debelega rtiča. Dejstvo je, da je bila iztesana leta 1837, do leta 2014 je bila v prvotni funkciji, potem sem pa tej preši namenil popolnoma neko drugo vlogo, neko drugačno funkcijo. Je pa istočasno to tudi nek poklon zgodovini. Kako je pa potekala sama gradnja tega novega objekta, je pa bilo tako, da je preša stala na točno tem mestu, kjer sva zdaj, in se je ta objekt zgradil okoli nje. So bili potrebni tudi kakšni restavratorski posegi? Ja, restavratorske posege sem opravil sam po posvetu s strokovnimi kolegi, sodelavci. Namreč sama preša je bila relativno dobro ohranjena, odstranil sem le nekaj tujkov, jo počistil in je danes v taki luči, kot jo vidimo. Objekt krasi veliko starih kosov opreme in tudi orodja. Kje ste dobili vse to? Ja, ti stari kosi so neko avtohtono gradivo, ki je bilo pravzaprav na tej sami lokaciji že prej, ko je bil star objekt. Ti kosi so bili restaurirani in pa postavljeni oziroma umeščeni danes v nek drug kontekst, kot je recimo dekorativna podoba, kot je različno pohištvo, ki je bilo z domačimi lokalnimi mojstri, kot so varilci, mizarji in tako naprej, tudi potem obdelano. Če konkretiziram, recimo je zunanja terasa sestavljena iz strešne konstrukcije, potem miza na sami preši je pravzaprav tako jasno predelan pokrov, ki je stiskal grozdje. Vidimo lahko recimo lovsko dediščino, potem različno lesene dele, ki so uporabljeni kot v smislu neke dekoracije, ima zgolj neko estetsko vrednost. Skratka, vse pa umeščeno oziroma kolažirano na ta način, da da temu objektu, ki je sicer high-tech, da mu da tudi malo duše. Kako pa ogrevate prostore in kako jih ohlajate? Zdaj, objekt se ogreva z intenzivnim delom, ohlaja se z špricarjem. Druga metoda ogrevanja pa je seveda sta integrirani dve klimatski napravi, ki prostor ogrevata in ohlajata, in te klimatske naprave je možno tudi preko pametnega telefona aktivirati, torej ko si nekako na poti na sam objekt, že vstopiš v bodisi ogrevan ali ohlajen objekt. Za romantično atmosfero pa je potem še kaminska peč, ki pa da potem temu prostoru poseben čar tudi za svojo svetlobo, ki jo oddaja. Ne le južno pročelje, temveč tudi drugi deli hiše in okolica imajo svojevrstno funkcijo ter zanimivo zgodbo. Torej, pri dovozu na samo lokacijo vidimo na fasadi nek znak z imenom Kalas Contemporary. V 15. stoletju je bilo eno od poimenovanj za današnje Haloze ime Kalas, in pa Contemporary pa torej pomeni Kalas Contemporary, da so to Haloze na nek sodoben način. In kot oblikovalec sem združil črko K in črko C v obliko, v formo, ki se kaže navzven kot šestperesni klopotec. In ravno ta klopotec, šestperesni, je pa potem tudi identiteta tega okolja v tem geografskem smislu. Ob objektu je meditativni vrt,
Jaz mu pravim izobraževalno središče in iz tega predela nam sam objekt omogoča tudi projekcijo filmov. Zadnja stran objekta pa je namenjena moji ustvarjalni svobodi. Ukvarjam se z velikoformatnim slikarstvom in zato je potreben zunanji atelje. In zadnja stena mi omogoča delovanje znotraj slikarske sfere na resnično velikih površinah. Otroci bi se najbrž tu z veseljem podili okrog te preše, kako pa odraslim priporočate, da se ji približajo? Ja, verjetno se bi otroci radi podili okoli te preše, pa tudi odrasli, ne? Čeprav otrokom ne bi dal tega veselja, da bi se tukaj podili, predvsem iz razlogov varnosti. Odraslim pa priporočam, da se približajo tej preši trezni in jo zapustijo čim manj trezni. V nadaljevanju oddaje vam pokažemo vrt v Ljubljani, ki je skrit za zeleno ograjo, in stanovanja s kombinacijo starega in novega pohištva. Kaj mislite, kako je videti majhen okrasni vrt po skoraj 40 letih urejanja? V Šentvidu v Ljubljani se za ograjo enodružinske hiše skriva bogat vrt. Lastnica je sčasoma spoznala, da vseh rastlin, ki so ji padle v oči, pač ne bo mogla imeti. Je pa teh, ki so se udomačile na njenem vrtu, kar precej. Marsikateri zasebni vrt je tako skrit za ograjo ali živo mejo, da ga mimoidoči niti ne opazijo. Tudi vrt Nuše Zanoškar v Šentvidu pri Ljubljani je skoraj neopazen. Le kdor se ustavi pri vhodnih vratih, se lahko zazre v bogato zasaditev. Konture vrta je zasnovala Anka Bernardova, arhitektka iz Kranja. To se pravi drevnino, smreke, bukev parocijo in bore. Vse ostalo smo pa potem iz leti dodajali tako, da lahko rečem, da intenzivno sem začela delati na vrtu leta 1979, kar pomeni, da 20, 30, 37, 38 let. Jaz sem bila takrat še mladenka. Danes pa sem že kar v letih. In žal mi je, da vrt pridobiva na lepoti, čim starejši je. Ljudje pa tega privilegija nimamo. Ampak uživam v temu, kar je okrog mene. Ko prisluhnemo gospe Zanoškar, ko opisuje začetke svojega vrtnarjenja, si skoraj ne moremo predstavljati, da je bil prostor okoli njihove hiše nekoč prazen, ob tako gostem rastju, ki danes predstavlja njen okrasni vrt. Ja, to je bila ravna trava, 2 trikotnika, ki sta mene zelo motila, ker ne maram ravnih linij. Skozi sem razmišljala, kako bi jaz vzpostavila en polkrog, ker tudi moje, če pogledate, moje stvaritve se vrtijo vse v enem začaranem krogu. Ne vem zakaj, ampak ne prenesem grobih efektov. Tudi rastlina, naprimer, če je ena bolj robustna, ji moram že nekaj nežnosti dodati z drugo rastlino. In se mi zdi, da obe dve dobita tisto svojo pravo veljavo. Obdobje skoraj 4 desetletij vrtnarjenja predstavlja skoraj polovico Nušinega življenja. Kaj jo je napeljalo k delu z rastlinami? Kaj ji vse to pomeni? Ko sem v bistvu končala službo, sem naenkrat postala, se mi je zdela neuporabna, nekoristna. Komu zdaj koristiti? Kaj, s čim zapolniti svoj čas? In kot po naključju sem
prišla v to vrtnarsko smetano. To je bila prva, moj stik je bil iz Gospominco in je bila prva zbirateljica rastlin. Pri njej sem se učila v bistvu, kako je treba rastlino posaditi, kaj nekje naj bi se družili in tako naprej. Ampak to so bili začetki, to so bile osnove. Kasneje sem se pa samo z delom učila. Sama sem si priborila to znanje in z delom pa seveda tudi iz raznih priročnikov, knjig in tako naprej. In pa veliko smo se družili takrat na novopečeni vrtnarji in svoje izkušnje, znanje, potovanja smo družili in imeli prekrasna srečanja na teh naših vrtovih. Jaz ne vem, vrt mi je tako groba beseda. Za vrt bi mogli uporabljati nekaj drugega, en drug besednjak. Brez samoglasnika pa je vrtoljubci, kar me je skozi motilo, vrtoljubci. In jaz pravim, ja, to je moj mali svet, kjer najdem seme. In moram reči, da imam en velik privilegij, da lahko uživam v tem koščku sveta. Ampak treba je imeti čutenje, videnje, brez tega v vrtu ne gre. Da pridem, ko stopim naprimer v vrt, nekje začutim dušo tega človeka, čigar lastnik je vrt. Nuša Zanoškar je bila, kot je sama omenila, med prvimi resnimi ljubitelji lepih vrtov. Mnogi so bili predani zbiranju redkih rastlin. Tudi Nuša je bila sprva taka zbirateljica. Na začetku naj bi imela vse flokse, naj bi imela vse astre, naj bi imela vse astilbe. In ratala je gora teh rastlin, ki pravzaprav niso vedele, kaj bi počele. In začela sem razmišljati, da tako pač ne bo šlo dolgo časa več in da bo to treba najti eno skladje, eno harmonijo, spraviti v prostor rastline, ki nekako živijo v simbiozi. Saj, če imam jaz samo eno astro, je čisto zadosti, da pokažem, da so astre tudi lepe rastline, pa floksi tudi lepe rastline, ki so mi ratali zdaj staroselci. Že skoraj na vsakem metru ga najdeš, ampak ga pustim, zboril si je svoj prostor in naj raste tam, naj živi, naj uživa. Skoraj ni okrasnega vrta brez vodnega motiva. Na vrtu Nuše Zanoškar sta dva majhna bajerja, drug poleg drugega. Za njo imata poseben pomen. Ta voda, bi nekdo rekel, joj, zakaj imaš tako zeleno vodo? Polna je, nasičena je z algam, nasičena je z listjem, odpadnim listjem, katerega ne morem vsega prestrešiti jesen. Pobiram ga sproti, sicer ne uspem vedno, ampak ta voda ima en poseben čar. Mislim, da je voda sicer temna, kalna, ampak meni bistri moje misli. Za naslednje stanovanje lahko rečemo, da je posrečena kombinacija starega in novega.
Polno je predmetov iz druge roke, ki jih arhitektka strastno zbira ter skladišči in ko se pojavi prilika, jih umesti v nov ambient. Nahajamo se v Ljubljani pred večstanovanjsko hišo iz konca 19. stoletja, v kateri sta si mati in hči uredili dom čisto po svojem okusu. Že takoj ob vstopu v njeno stanovanje začutimo žensko energijo. Da je zaradi vašega hrepenenja po Ljubljani vaše stanovanje bolj ljubljansko od drugih ljubljanskih stanovanj. Zakaj točno gre? Ja, res, da sem se vrnila v Ljubljano po nekaj letih in ko smo že pri hrepenenju po domačem, se mi zdi, da nas zelo zaznamuje v življenju to, kjer prihajamo, naš izvor, okolje, kjer smo se rodili in preživeli otroštvo, mentaliteta ljudi, ki so bili okrog nas, podnebje, materiali, ki so se pojavljali v tej okolici, barve. In temu primerno sem se tudi vrnila s tem občutkom veselja, da to lahko spet doživim. Po čem se pa najbolj kaže ta vaš lastni slog opremljanja stanovanja? V kakšnih detajlih? Da naredim enostavno to, kar me navdušuje in inspirira, kar mi je lepo. Pa kadar delaš zase, ne rabiš tega utemeljevati, tako da lahko hitrejš pa bolj spontano narediš določene stvari. Gola opečnata stena je tudi sicer arhitektkin priljubljen element, saj je mnenja, da stara opeka v prostor vnese historičen moment, pa tudi toplino. Tukaj je bila opeka v enem delu žal slabo ohranjena, zato so steno v kuhinji nazaj ometali. Drugi pomembni in značilni detajli v stanovanju so številna ogledala iz različnih časovnih obdobij. Ta v prostoru odbijajo svetlobo in pričarajo dodatno iluzijo. Velik poudarek zato arhitektka daje tudi umetni svetlobi oziroma svetilom. Tudi ta so iz različnih časovnih obdobij, od sodobnih vgradnih svetil do lestencev in samostoječih svetil. Svetili spreminjamo vzdušje v prostorih. Enako je z zavesami, ki jih prav tako rada uporablja. Tekstil svojo mehkobo doda prostoru posebno teatralnost, obenem pa služijo tudi kot nekakšna pregrada, saj zakrivajo poglede v intimnost doma. V spalnici rada uporabi, kot pravi sama, dramatične zavese iz žameta v vinsko-rdeči, grozno-zeleni ali zlati barvi. Slednje pričarajo glamurozen prostor sanj, kar naj bi spalnica tudi bila. Zelo zanimiva se mi zdi uporaba zaves pri vhodnih vratih. Imate kompaktna vrata, potem pa še težke zavese. To pa je sosledje usode. Najprej nisem imela denarja za vrata, pa sem dala samo zaveso. Ja, potem pa smo se tako navadili, da smo tudi, ko so vrata prišla, še zaveso pustili. Ste pri prenovi stanovanja spreminjali tloris? Je padla kakšna stena? Ste jo na novo kakšno postavili? V moji sedanji spalnici je bila namreč prej kuhinja. Od tam so tudi ostale te knjižne omare. Rada pustim v prostoru pečat njegove usode, no? Tako da to mi je tudi v tej spalnici ratalo. Stanovanje je imelo v prvotnem tlorisu 2 prehodni sobi in le eno zasebno. Nekaj sprememb v tlorisu je bilo potrebnih, da bi stanovanje priredili za njune trenutne potrebe. Stena med sedanjo dnevno sobo in jedilnico je bila podrta, tako da sta ta prostora med seboj povezana, medtem ko sta spalnica in otroška soba zasebna, neprehodna prostora. Ana Gruden je tudi zaradi svoje strasti do starin izjemno spretna v kombiniranju pohištva iz različnih časovnih obdobij. Tako so recimo v sicer sodobni kopalnici pristale cementne ploščice iz začetka stoletja. Stare lesene sanke je domiselno spremenila v knjižne police, star dotrajan stol je polepšala s prevleko iz poslikanega slikarskega platna. Veliko leseno skrinjo v jedilnici, ki jo je dobila od električarja, pa uporablja kot prostor za sedenje in odlaganje časopisov. Poceni replike Amesovih stolov je razporedila ob staro leseno jedilno mizo, ki jo je seboj pripeljala iz Berlina. Tudi tipsko kuhinjo, ki jo je kupila zares poceni, je nadgradila. Skupaj s hčerko sta se poigrali s keramičnimi ploščicami pastelnih barv in iz njih naredili unikaten kuhinjski pult. Mala Eva je, ker jabolko ne pade daleč od drevesa, tudi sama zelo kreativna in samosvoja.
Zanima me, kako veliko je stanovanje in ali to drži, da je obnova starega meščanskega stanovanja dražja od recimo nekega novejšega stanovanja z mlajšo letnico? To stanovanje je veliko, malo več kot 80 kvadratov, staro je pač 230 let. Res, da so prenove starih stanovanj razmeroma drage. Glede na moje izkušnje se nahaja ta cena nekje med 600 pa do 800 evri po kvadratu. Je pa vse seveda zelo odvisno od materialov, ki jih v stanovanje vgradiš. Meni je zelo pomemben, da vse vgradne stvari v stanovanju, kot so parketi, kopalniška keramika, armature, da so kvalitetne. Ostale stvari pač pa glede na finančno zmožnost temu priredimo. Osebno sem pri prenovi tega stanovanja resnično rabila varčevati in sem temu primerno tudi dimenzionirala stene, tako da sem lahko znotraj njih uporabila tipsko pohištvo, tipske omare in pač tipsko kuhinjo, da se nisem rabila posluževati nekih mizarskih rešitev, ampak da sem s tem cenejšim vložkom dobila največji možen efekt. Dom je prostor, kjer v družbi najbližjih najdemo mir in zatočišče. Četudi nam stanje na bančnem računu ne omogoča nakup dragega pohištva, lahko z majhnimi domislicami naredimo velike čudeže. Obiščite našo spletno stran www.tvambienti.si, kjer lahko pobrskate med številnimi idejami za opremo in prenovo doma. Hvala lepa za vašo pozornost. Vidimo se spet prihodnji teden, ko vam bomo pokazali stanovanje, ki je s prenovo pridobilo nov izgled in še eno sobo, ter prenovljeno tipično vrstno hišo iz 70. let.